Prav lepo pozdravljam v studio, gospa Anica in gospa Irena. Lep pozdrav iz Pišec, ste se pripeljali k nam. Lep pozdrav, kljub temu. Tako vreme. Pozdrav tudi vam. Ja, sicer pa turistično društvo Pišece, a ne, zdaj Anica, vi ste predsednica, a ne, vi ste Irena tajnica, pripeljal vaju je podpredsednik, imamo kle kaj zdaj cel odbor. Ekipo. Krasno, Pišečka marelica je v našem svetu, bomo rekli, nepoznana, ampak zato ste vedeli tukaj, da nam jo danes malo bolj predstavite. Danes je dan marelic. Odkje ideja za Pišečko marelico? Kaj je kaj posebnega na njej? Seveda je. Je? To je kar dolga zgodba, mogoče pa sežem malo dlje nazaj. Ravno leto 2022 je bilo 200 let od smrti našega barona oziroma našega graščaka Antona Alfreda Moškona. To je bil en zelo zaslužen Pišečan in sicer bil je graščak na našem gradu, ki je obnovljen, ljubitelj narave, hkrati pa tudi izreden naravoslovec, saj je v Pišecah ustanovil prvo kmetijsko šolo, pravzaprav šolo za vrtnarjenje in sadjarjenje, pozneje tudi vinogradništvo. In prvi, bi rekel človek, neki zapiski ali neke informacije segajo tako daleč nazaj, da je on tisti, ki je nekje avtor tele Pišečke marelice. Se pravi, ta marelica je stara že 200 let. Seveda, ja. No in zdaj ste v postopku pridobivanja naziva, da bi pač ta Pišečka marelica postala avtohtona sorta. Zdaj, kakšen je to postopek? To je v bistvu avtohtona sorta, ampak tu so potrebne raziskave. Biotehnična fakulteta bo naredila tele raziskave, da mi resnično dobimo to sorto takšno, kot je bila nekoč, ker se je z leti to malo spremenilo. Ljudje so ceplavali na različne podlage, to pa mora biti točno raziskano, kakšna podlaga mora biti, da je to resnično tista marelica, ki ustreza naši klimatski in geološki podlagi. Ja, gospa Anica je bolj za zgodovino te Pišečke marelice, ne? Gospa Irena, vi ste pa rekli, da se bolj ukvarjate s kulinariko, ne? No ja, tudi. Ja, tukaj imamo res lepo založeno mizo. Kakor ena špajza je naša miza zdaj ratala. A to imaš ti doma v špajzi? Ja, še marsikaj. Bi te presenetilo. Kaj imamo tukaj le gor? Vložene marelice, to poznamo. Okay. To poznate, ja. Pa suhe marelice tudi? Tudi. Marelica ima zelo široko uporabo, ne? Zdaj, če tudi jaz malo sežem v zgodovino, tam po drugi svetovni vojni je ta Pišečka marelica marsikateremu gospodinjstvu prinesla dodaten zaslužek, saj je bogato obrodila in kmetje so jo prodajali, nosili so jo celo v Zagreb na tržnico. Kasneje, ko je bila ustanovljena zadruga, so pa jo oddajali tudi v Pišecah. Rodila je res bogato, zato so kmetje z vozi, konicah, so rekli, peljali marelice na odkup, kar je bilo pa takih res prvovrstnih sadežev, pa so jih dali v gajbice, da so pač potem jih prodali po višji ceni. Skratka, marsikomu je to rešilo življenje. Obogatilo življenje. Ne? No, kaj vse se lahko pripravi, si bomo prvoščili po kratkem predahu, pogledamo, kaj vse ste prinesli in kaj vse lahko pripravimo iz te Pišečke marelice. Res, tudi mene je presenetilo, sploh tista lepenina mi je zelo všeč. Veseljak. Radio z nasmehom. Anica in Irena sta še vedno tule z nami v studiu iz turističnega društva Pišece. Imam tule en prospekt, preprosto razkošje je napisano pod fotografijo Pišeca, ne? Je pa razkošje tudi danes tule na Veseljakovi mizi. Irena, Anica, zdaj penina iz marelic. Jaz nisem vedela, da kaj tazga sploh obstaja, ne? Ja, tole penino je ustvaril naš Pišečan Sandi Dušič, diplomirani agronom. O recepturi ne bom, ker je ne izda. Skrivnost? Je skrivnost, ampak je pa odlična.
Pa ne bi tle na radiju povedali, se bomo čistih. Ne bom. Dovolj bo, da Da njega probate. poklical, pa vam bo on izdal. Zmenjeno. Glavnem je res taka čudovita, mehka, ženska penina, nič Ženska. glavobolja. Bolj lahko jaz probam ali... Lahko. Ja, nadaljevanje Malo žensko tega, če slišim dalje jaz. več moških jih hvali. Ja. Kaj imate pa tukaj tole dobroto na krožniku lesenem? Tole dobroto so pa buhtli, ki jih je ustvarila naša Anica. Ona je res specialist za te kvašene zadeve. Boste lahko tudi poskusili. V glavnem, po mojem, za moj okus so to najboljši buhtli. No, na katero stvar, ki pa nastane iz marelice, ste pa vi najbolj ponosni v Pišecah? Na marelično marmelado. Na marelično marmelado. Tako. Kaj je posebnega v njej? Kaj je posebnega? Sestavine. Torej, pišečka marelica. Tudi kaj tazga, ki se ne sme povedati. Ne, tu pa ni skrivnosti. Torej, marmelada kot marmelada, ampak težo in ceno ima ravno zato, ker je iz te odlične naše marelice narejena po postopku, kot so jo včasih kuhale naše mame, da se je marelica očistila zvečer, zmešala s sladkorjem, pustila čez noč in potem kuhala 2 do 3 ure, dokler ni dobila pravo gostoto. No, danes se poslužujemo tudi sodobnejših načinov. Zmeljemo, uporabimo želirna sredstva, da se zgosti, s tem ohrani barvo, pa tudi aromo in vso kvaliteto. Irina, Anica, bi jaz recimo prepoznala razliko navadne marelične marmelade in marmelade iz pišečke marelice? Odvisno, kakšna poznavalka ste. Ja, sama. Ampak recimo, da bi. Tu ne rabite nobenega znanja, okus imate. Brbončice bi povedali, katera je boljša, sigurno. In kako je z nakupom te pišečke marelice? Se jo da kupiti? Torej, marelica je taka sadna vrsta, da ne obrodi vsako leto enako, ne? Občutljiva je na pozebo, na sušo, tako da kadar je polnorodno leto, je v Pišecah ni problem dobiti, saj imamo sadjarje, ki imajo še stare nasade marelic in pač sodobno tehnologijo, internetom in tako. No, se to jaz... Sicer se pa obrnete na našo društvo. Jaz recimo, ker se glih ne vozim vsak dan mimo Pišeca, ne, sem si bolj predstavljala, da Pišece so vinorodni okoliš. Kako zdaj to pri vas zgleda? Kaj, to je kakšen nasad marelic? To je pred vsako hišo so marelice? Ali... To je tako. Ljudje so to že davno nazaj vedeli, kako morajo in kam morajo posaditi. To je drevo, ki rabi zaledje, nekaj, kar jo ščiti. Zato je bila vedno največkrat gojena ob robu vinograda, kjer je stal še hram ali pa kevdar in jo je tista stena ščitila pred vsemi temi vremenskimi neprilikami. Takrat je ona se čutila varno in je tudi lepo obrodila. Krasno. Zdaj ste v postopku pridobivanja vseh certifikatov, da vam bodo priznali to pišečko marelico? Tako, povezali smo se z občino Brežice, ki moram jo pohvaliti v tem trenutku, so nas uslišali, pomagali in finančno in strokovno, tako da je raziskava v teku, da mi dobimo certifikat, da je to resnično sorta, ki najlepše uspeva na pišečkih tleh. Kaj pa sicer turistično društvo Pišece, najbrž se ne ukvarjate sam z marelicami, a tudi kaj veseljaka poslušate? V priliki, če ne se tudi. Ja, ker je močen na našem področju. Ko drugače pa pri nas tako imamo, hitro so Hrvati noter. Lepo je bilo tudi vaju poslušati, dobrodošla še, ko bo vse skupaj potrjeno s žigom, s štemplom, takrat se zagotovo spet vidimo in srečamo. Pa v drugem letnem času, ko bomo s košaro lahko. Ja, Danica, hvala, ker ste tole na veseljaka prinesla in ne na Hrvaško.